Nahajamo se na klasičnem vsakodnevnem mestu voznika takšnega avtomobila. Verjetno ste ga zlahka prepoznali, seveda gre za Renault Twinga, ampak ta Twingo je električen. Nekako si predstavljamo, da bo lastnik tega avtomobila živel v mestu ali pa na obrobju mesta in se v središče vozil recimo na delo ali pa po opravkih. In ob primerni priložnosti bo dopolnil nivo energije v za današnje čase razmeroma majhni bateriji. Ta ima kapaciteto 22 kWh, kar pomeni, da takšen Twingo nikakor ne bo dolgoprogaš, ampak je namenjen bolj mestni oziroma primestni vožnji in bo s tem pri hiši najverjetneje kot drugi avto. Poglejmo torej, kaj prinaša električni Twingo. Še prej pa vas povabimo, da se naročite na naš kanal. Mi smo na našem testu pri mešani vožnji beležili povprečno porabo 14 kWh na 100 km. In to pomeni, da boste lahko z enim polnjenjem naredili približno 150 km. No in pri doseganju te številke smo se približno tretjino časa vozili tudi po avtocesti, kjer ta malček ni najbolj domač. No, ampak vseeno za krajše vožnje povsem znosen. Njegova najvišja hitrost s 135 km/h le blago presega slovensko hitrostno omejitev. No, ampak hitreje se tako ali tako ne boste želeli peljati, ker je pri teh hitrostih v potniški kabini že kar precej hrupno. Za pogon skrbi elektromotor z močjo 60 kW, ki je podoben kot tisti, ki ga najdemo v modelu Renault Zoe. No in ravno namesto Zoeja, ki je nekoliko bolj široko uporaben, je zdaj Twingo postal nekako vstopnica v Renaultovo električno mobilnost. No, šviganje po mestnih ulicah je medtem v takšnem avtomobilu skoraj tako preprosto, kot bi se vozili na kakšnem električnem skiroju. No, vseeno pa imamo ključno razliko. Tokrat imamo nekaj pločevine okoli sebe, streho nad glavo in seveda v takšnem avtomobilu lahko vozimo še 3 potnike. Res, da se bodo potniki v takšnem malčku, sploh na zadnji klopi, peljali bolj zasilno kot udobno. No, ampak, če že govorimo o nekakšni urbani, zeleni mobilnosti, zakaj ne bi bila ta še deljena ali pa družabna, če hočete? Pri testu električnega Twinga pa nas je navdušil tudi izredno majhen obračalni krog, ki je takšen kot pri kakšnem viličarju. No, če nam ta skupaj z dobro preglednostjo z avtomobila ne bo dovolj, pa na pomoč priskoči še vzvratna kamera. Sicer pa kakšnih posebej modernih asistenčnih sistemov v tem avtomobilu ni, pa tudi materiali v notranjosti so v resnici precej robustni. No, ampak vseeno je snovalcem tega avtomobila to plastičnost v notranjosti uspelo zelo lepo razbiti s takšnimi ličnimi detajli in pa ličnimi oblikami. Tako je Twingo v resnici prav šik avto, ki združuje električne prednosti z nekaj mestne šminke. No, v mestu pa se boste držali tudi takrat, ko boste iskali električno polnilnico. No, sami ob testih električnih vozil običajno zavijamo na avtocesto na kakšno hitro električno polnilnico. No, tokrat pa za to ni bilo potrebe, ker Twingo hitrega polnjenja z enosmernim tokom preprosto ne ponuja. Zanesti se je torej treba na polnjenje z izmeničnim tokom. A Twingova prednost je največja moč takšnega polnjenja, ki znaša 22 kW. No in prav to je največja moč polnjenja, ki jo podpira večina mestnih javnih polnilnic. No, ampak Twingova baterija je majhna, ima le 22 kWh kapacitete in tako boste baterijo recimo do 80% napolnili v približno pol ure. Renault je torej z električnim Twingom ponudil novo atraktivno možnost, vsekakor pa temu modelu vsaj malo podaljšal življenjsko dobo. No, prav elektrika je namreč tista, ki temu segmentu mestnih malčkov, ki počasi izumira, daje vsaj nekaj novega zagona. In seveda zanemarljiv ni niti pomen tega avtomobila za slovensko gospodarstvo. Električnega Twinga namreč izdelujejo izključno v novomeškem Revozu. No in Revoz smo nedolgo nazaj tudi obiskali. Poglejte, kako poteka proizvodnja.